dojenje je najbolj naraven, zdrav in enostaven način hranjenja dojenčka. Ko je mama še v porodnišnici in v prvih dneh po prihodu domov, bo do zaceljenja eventualne porodne rane najlažje dojila leže. Mama leži pobočno, zgornji del telesa ima podprt z blazino. Dojenček je obrnjen proti njej, njegova glava je nekoliko višje od medenice in počiva na mamini roki. Telo dojenčka je vzdolžno poravnano in leži na mamini roki. Takoj, ko lahko, naj mati poskuša preiti na dojenje v sedečem položaju. Ta položaj mami in dojenčku omogoča zelo pomemben očesni stik. Prav tako pa mama lažje nadzira položaj dojenčkovega telesa. Mati naj se namesti v udoben položaj, pod komolec pa si lahko podloži blazino. Dojenček naj pri dojenju leži na boku. Glava naj bo nekoliko višje od medenice. Roki dojenčka morata nujno biti spredaj. Zgornja lahko tudi objame dojko. Otrokova medenica je naslonjena ob mamino nogo, da ne drsi navzdol. Zgornji del telesa pa počiva na njeni roki. Mama naj bo pozorna na vzdolžno poravnanost dojenčkovega telesa. Še posebej je pomemben položaj glave. Nagib glave nazaj otežuje usklajeno sesanje, dihanje in požiranje. Pri hranjenju po steklenički naj mati dojenčka vedno hrani v naročju, saj le tako lahko zagotovi varen položaj. V primeru, če otroku po nesreči mleko zaide v sapnik, ga tako najlažje nagne vstran ali nekoliko naprej, da se bo le ta lažje odkašljal. Položaj dojenčka v maminem naročju naj bo poravnan v sredino. Dojenčkova medenica naj bo naslonjena na mamino stegno, glavo in trup pa podpira mamina roka. Dojenčkovi roki sta vedno spredaj in spodbudimo ga, da poskuša prijeti stekleničko. Če dojenček močno in učinkovito sesa, mu običajno odgovarja čvrstejši model cuclja. Če pa je njegovo sesanje šibkejše in se pri tem hranjenju hitro utrudi, lahko poizkusimo z nekoliko mehkejšim. Mleko iz stekleničke ne sme iztekati samo, zato mora biti odprtina primerno majhna. Dojenčka po hranjenju posedemo prečno preko naših stegenj. Dojenček sedi na naših nogah precej pokončno. Z eno roko mu od strani podpremo glavo in trup, z drugo roko ga podpiramo od spredaj na trebuhu. S podporo trupa, ki je usmerjena od podlage navzgor, dojenčku pomagamo, da se v trupu poravna. V tem položaju ga nekoliko nagnemo oziroma zagugamo levo in desno ter naprej in nazaj. Tako se zračni mehurček iz želodčka dvigne in brez težav izloči. Manj priporočljiv način podiranja kupčka je preko rame. Dojenčka naj bi pri tem namestili zelo visoko preko naše rame. Z eno roko mu moramo od strani kontrolirati stabilnost rame in glave, z drugo roko pa ga podpiramo pod ritko. Starši pri tem načinu podiranja kupčka pogosto delajo napako, da dojenčka držijo zadaj v predelu vratu in glave. Mamina roka na dojenčkovem vratu ali zadnjem delu glave daje dojenčku občutek, da se na to roko lahko naslanja.
Namesto, da bi glavo poskušal držati sam, si ves čas gradi neustrezne izkušnje in glavo v vratu izteguje nazaj.